Živijo sem in zdaj spet nazaj na mojem kanalu. No, oktober je tukaj, kakor že veste, sem že na Instagramu spraševala, kakšne maske za Halloween bi si letos želeli videti na mojem kanalu. In sama sem se v bistvu odločila, dobila sem kar nekaj predlogov in definitivno eni izmed teh so mi bili ful všeč. Tako da sem se v bistvu odločila, da bom letos naredila par mask, tako bom rekla, lepe, strašne maske za noč čarovnic, če veste, kaj mislim. Pač take luškane, ne preveč strašne, ampak še vedno v povezavi z nočjo čarovnic oziroma s Halloweenom. Tako da tole je prva maska, ki sem jo za vas pripravila. White Sugar Skull oziroma neke vrste lobanja oziroma okostnjak, če hočete. Dodala sem tele perlice, diamantke oziroma tele kamenčke, tako da zgleda vse skupaj malo bolj girly, pa luškano, pa cute. Moram povedati, da je ta maska drugač ful lahka za narediti. Vse, kar rabite, so v bistvu rjave senčke, oziroma bom rekla, celoten make-up sem si že prej naredila, primarno, pač prej sem začela snemati. In make-up je v bistvu navaden smoky eye, tako kakor ga pač lahko naredite za kjerkoli večer oziroma dan. Tako da tega niti nisem posnela, sem pa snemala, se pravi vse, kar vam ostalo glede maske narejen. In kakor sem hodila reči, maska ni težka za narediti, vse, kar v bistvu rabite, so te rjave senčke in pa bel eyeliner oziroma bela barva. Jaz sem uporabila od Snazaruja barvo na vodni osnovi, ki pač se aktivira z vodo. Čopiče pa seveda, če hočete dodati tele kamenčke oziroma perlice na obraz, boste rabili še te kamenčke in pa neko lepilo. Jaz sem kar uporabila lepilo za trepalnice in ja, to je to. Je pa mogoče majčkeno težja maska v bistvu v tem smislu, nasploh je sicer ful lahka, ampak hočem reči, da je težja v bistvu iz tega pogleda, ker majčkeno dol vzame, sploh zaradi lepljenja telih perlic. Moram reči, da tole je mene precej namatral, ker kakšna dol pade, pa pol se kakšna ti prlep na prst, ker pač so toliko mehne in je težko pol lepati, tako da malo potrpežljivosti boste rabili, ampak nič za to, ful je drugačna easy, ful lepo izpade. Malo twist oziroma malo drugačen look klasične lobanje oziroma okostnjaka. Tako da, če hočete videti, kako sem naredila tale make-up oziroma Halloween masko, definitivno gledajte naprej. Ok, začela sem z belo barvico in samo skicirala kroge okrog oči. Potem sem pa nadaljevala z belo barvo, tokrat sem uporabila Snazaru belo barvo na vodni osnovi, jo pošpricala z Makovim Fix Plusom in s čopičem nanesla čez to skico oziroma okrog oči. Potem sem z istim čopičem in isto barvo nadaljevala na čelo. Tam sem v bistvu naredila tako pajkovo mrežo, se pravi na začetku ravno črto po sredini in potem sem po diagonalah vlekla še na vsako stran 2 črte. In pa za dokončanje pajkove mreže te vmesne, v bistvu bom rekla tako polkroge, no. Potem sem nadaljevala še na lično kost. Zdaj, kakor ste jo lahko opazili, ta del je pri vsakem okostnjaku oziroma lobanji enak, tako da v bistvu sam sledite tej obliki oziroma liniji, kakor sem jo jaz naredila. V bistvu je dosti na easy, tako da ne boste imeli nekih problemov. Za zobe je fajn, da uporabljate en tak ploščat čopič, vam bo ful lažje to vse skupaj narisati. V bistvu sam sledite naravni obliki, važno je, da greste na levem in desnem koncu majčkeno čez rob usten, zaradi tega, da razpotegnete celotno obliko oziroma linijo zob. V paletki Anastasia Beverly Hills Soft Glam sem vzela v bistvu najtemnejšo rjavo, jo z tankim čopičem nanesla med v bistvu te predelčke med zobmi, da sem naredila kot nekakšno senco oziroma da sem dodala neko definicijo vsem zobem. Na nosu pa v bistvu tako kot pri vsaki lobanji oziroma okostnjaku narišeš 2 obliki, v bistvu kapljice ali pa če hočete kot v nekakšni obliki ognja.
fajn je, da imate mirno roko pri tem delu in pa čim tanjši čopič, da bo čim boljši spadal. Zdaj pa na vrsti ta zabaven del. Jaz sem perlice kupila v Tediju za 1 evro, imate pakirane po 3 različne velikosti. Vzela sem enih 5 paketkov, ker nisem vedela, koliko jih bom porabila, ampak zihar nisem vseh, tako da lahko 2 ali pa 3 kupite, pa boste imeli čisto dovolj. Odvisno seveda od tega, koliko jih hočete nalepati. Vzela sem potem še lepilo za trepalnice in vsako perlico posebej nalepila, kakor vidite, okrog oči, potem pa gor po pajkovi mreži, na sredino čela, na ličence oziroma na konc te linije ličenc. V bistvu pri tem delu se lahko igrate, kakor pač vam je volja, lahko dodate več perlic, lahko dodate tudi druge kamenčke, če želite. Jaz sem želela pač predvsem to belo barvo obdržati, ker se mi zdi tak dost nežen Halloween look, tako da sem se odločila za to verzijo, seveda pa lahko po želji dodate karkoli želite. Evo, to je to za ta video, jaz upam, da vam je narejena maska všeč. Meni je tole trenutno ena izmed najljubših, tudi od lanskih, če gledam, kjer sem lani naredila. Vam bom v spodju v bistvu pustila link do tega seznama vseh videov, ki so maske moje na YouTubeu. Ampak ena izmed mojih najljubših in ni dvakrat za reči, da bom mogoče celo tole nosila letos tudi jaz za ven, ko bomo šli za noč čarovnic. Edina stvar, ki je mogoče malo nepraktična pri tej maski, je to, da ne smeš prav zelo veliko premikati obraza oziroma, bom rekla, tle okrog oči. Tako da to zna biti mogoče majčken triki, ampak ni pa zdaj spet full kriza, tako da greste komot v njej ven. Sam pač se pravim, probite čim manj okrog oči premikati kožo, pa bo vse v redu. Ja, hvala, da ste bili z mano. Ne pozabite mi slediti tudi na Instagramu Katja Spanka in pa naročite se tukaj na YouTubeu na moj kanal, ker prihaja še več videov z Halloween vsebino in pa vlogi, make-up tutoriali, v bistvu vse, kar ste že do zdaj lahko najdeli na mojem kanalu. In ja, naslednjič bom posnela še eno masko oziroma eno masko imamo planirano, da bova naredila v bistvu za njo skupaj. Tako da stay tuned za to in to je to za danes. Hvala, da ste bili z mano in se vidimo naslednjič. Čau!